Lepo pozdravljeni. V letu, ko praznujemo 20 let članstva Slovenije v Evropski uniji, se spet podajamo na evropske volitve. Kar 9 delegatov oziroma poslancev bomo poslali v Bruselj. In 2 kandidata sta tokrat z nami v oddaji, to sta dr. Vladimir Prebilič, stranka Vesna, vi ste nosilec liste, in Franc Bogovič, Slovenska ljudska stranka. Torej najprej osebno vprašanje, gospod Prebilič, brala sem nekje, pa me popravite, če je res. Torej, kam se boste vi povezali v Evropskem parlamentu? K zelenim ali k socialistom? Ne, zelenim. Popolnoma jasno je, da bom sodeloval v stranki zelenih na evropski platformi. Smo tudi že vzpostavili kontakt z gospodom Basom Eichhautom, ki je trenutno oseba, ki vodi to poslansko skupino. Tudi smo v tesnih stikih z voditeljem zelenih v Evropi, to je gospod Tomas Vajc. Torej, znotraj te družine bom definitivno deloval in ob tej priložnosti se zahvaljujem za podporo, ki mi jo že zdaj izražajo in mi pripravljajo teren, da če bom izvoljen, lahko čim prej začnemo tudi z delom. Gospod Bogovič, vi ste zdaj že v Evropskem parlamentu, letos niste prvi na listi. Kaj to pomeni? Jaz nisem bil nikoli prvi na listi, pa sem bil že 2-krat izvoljen. Enkrat sem bil zadnji, drugič sem bil 4. In sam ocenjujem, da so evropske volitve, ker volivke in volivci lahko izbirajo osebo, zelo v redu in da je ta sistem primeren, tudi mogoče za domače volitve, da bi bil boljši, ker bi ljudje lahko izbrali. Tako da tudi v pogovorih s predsednikom stranke, za razliko od kolegov, ki so v Evropskem parlamentu, pa so večkrat pogojevali, kakšne pozicije, sem povedal, da nimam enostavno nobenih pogojev, sem pripravljen kandidirati na listi, z veseljem sem tudi sprejel to povabilo in kandidiram na listi Slovenske ljudske stranke pod zaporedno številko 3. No, gremo k vsebini. Zeleni prehod je bistvena vsebina tudi letos. To se pravi, ali se zelenega prehoda lotevamo prehitro. Namreč Antwerpenska deklaracija, ki je bila podpisana 20. februarja, v njej pravijo podjetja, ali bomo rešili evropsko industrijo, ali smo sploh sposobni do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. Dr. Prebilič? Jaz mislim, da je podnebni prehod pravzaprav realnost. Namreč, kaj je alternativa temu, da tega ne storimo? Vidimo v Sloveniji poplave leta 2023, vidimo trenutno včeraj, mislim, da poplave v severni Italiji, vidimo sušo v Španiji. Torej, če se tega ne bomo resno lotili, bomo imeli resnično ogromno škodo. Nekje sem zasledil podatek, da je ta škoda že dosegla tudi 500 milijard evrov, govorim po nesreče, po naravnih katastrofah in odpravljanju posledic. Torej, mi ne smemo danes govoriti ali, ampak kako in kako hitro. Ampak kdaj? In kdaj. In jaz mislim, da je treba začeti takoj, namreč alternativa je res slaba. Evropa je najhitreje segrevan prostor na našem planetu. 1,5 stopinje smo že dosegli in presegli, če smo rekli, da ne bomo, in posledice bodo katastrofalne. Trdim pa, da lahko to gospodarstvo doseže z novim poslovnim modelom, to pa je več vlaganj v znanje, razvoj in tehnologijo, kjer smo pa žal začeli zaostajati. Torej smo zadnji tako za Združenimi državami Amerike po procentu, ki vlagajo 4, in za Ljudsko republiko Kitajsko, ki vlaga 6. Evropa se giblje okrog 2. Torej tukaj bo potrebno nekaj postoriti. Dobro, gospod Bogovič, omenjena je bila tudi Kitajska, pravijo, da s tem zelenim prehodom služi predvsem Kitajska, ne toliko evropska industrija. Torej, kdaj ta zeleni prehod in ta škoda, ki se dela slovenskemu gospodarstvu? Glejte, Evropa izvaja zeleni prehod. Smo edini kontinent, ki je zmanjšal izpuste od leta 1990 za skoraj četrtino. Svetovno so se izpusti povečali za 35% in naše emisije so približno malce več kot 7% globalnih emisij. Sam zeleni dogovor je zasnovan tako, da naslavlja vsa 3 področja, ki so, kar se okolja tiče, izpustov najbolj problematična. Na eni strani so bili odpadki, če smem začeti s tem, kar je tudi najmanj dilem ustvarjalo, potem je energetski paket in kmetijski paket. Fit for 55 je paket energije. Energija ustvarja 70% izpustov, zato je tudi to najobsežnejši paket. Zdaj, ko govorimo tudi o trajnosti, ki je povezana s tem, govorimo o 3 stebrih, se pravi okoljski del, ekonomski in pa socialni. In zdaj zeleni dogovor je kot ta osnovna doktrina, razvojna doktrina, tudi okoljsko razvojna doktrina, je bil sprejet leta 2019. In to, kar smo v Ljudski stranki tudi ves čas podpirali, je, da mora iti v sozvočju tako varovanja okolja, kot tudi industrije. Torej kdaj? Gremo prehitro v to?
Lete, kar želim povedati je, 2019 je bil sprejet, sledi leto 2020 COVID, ko smo kar naenkrat ugotovili, da je globalizacija v marsičem nas oslabila, da imamo probleme s to strateško suverenostjo, potem se zgodi vojna v Ukrajini. In tudi moj očitek in znotraj Evropske ljudske stranke smo opozarjali na to, ko se enkrat energija podrži za 3, 5, 10-krat, ko je cena plina v Evropi 2-3-krat večja kot v Združenih državah Amerike, kot je na Kitajskem, je potrebno prilagoditi temu. Drugo, kar je ključen razlog in to, kar je največji očitek bil z naše strani tudi zelenim, je, da moramo spoštovati tehnološko nevtralnost in recimo vir, kot je jedrska energija, dati skupaj z obnovljivimi viri kot osnovo nekega energetskega miksa. Še enkrat vprašam, kdaj? Zdaj, vendar ne na takšen način, da bomo to naredili, kar se nam zdaj dogaja, da Evropa, kar se tiče konkurenčnosti, totalno izgubila in ključen problem te konkurenčnosti je na eni strani cena energije, na drugi strani pa to, kar je kolega Prebilič omenil, inovacije, tehnološki razvoj, kjer smo pa opazili, pa zaključujem s tem, da imamo problem pri kritičnih surovinah, sam sem tudi poročevalec pri tem poročilu, kjer je ravno Kitajska v preteklosti zasedla številna področja in nas dobesedno izseljuje sedaj z svojim primatom nad temi surovinami in nam jemlje konkurenčna področja, kot so avtomobili. Glejte, kratka vprašanja, slovenska vprašanja. Ali naj nove omrežnine, torej obračun omrežnin uvedemo 1.7. ali ne? Da ali ne? Da? Vi rečete? Ja, če bo izračun takšen, kot kaže, da bo industrija imela s tem še bistveno večje probleme, bi bil pri tem previden. Ampak omrežnine so danes najnižje. Če pogledate, koliko plačuje danes industrija omrežnine v Evropi, v Sloveniji, je ta najnižja v Sloveniji. In omrežnine so temeljni vir, prihodek za to, da bomo omrežje, ki je dotrajano, to se vsi strinjamo, nujno nadgradili, ker to je osnova za to, da bomo lahko sploh šli v energetski prehod. Ampak lahko nam praktično uničimo gospodarstvo. Ne, mislim, da ne. Jaz sem prepričan, veste, če bomo naš poslovni model gradili na tem, da bo vse zastonj, da bodo ljudje podplačani, pa da uničujemo naše okolje, v katerem živimo, potem dajmo zaprti tak model. To je nekonstruktivno. Dobro, zdaj imam še eno vprašanje, pa gremo naprej. Omejitev rabe drv v Sloveniji, da ali ne? Ne. Ne, nobene potrebe. Omejitev ne, podpirati kotle z dobrim izgorevanjem, tudi sam imam vgrajen takšen kotel in zakaj bi to zapirali? Finska kot država, ki je ena najboljših, ima ogromno biomase. Boste pa imeli, gospod Prebilič, problem, poznam vaša prizadevanja na tem področju, ampak vaši zeleni so želeli gozdove totalno zaščititi in prepovedati uporabo lesne biomase v energetske izkorišče. Ampak govorimo o ostankih, se pravi, to moramo biti jasni. Torej, če govorimo o lesni biomasi, govorimo o lesnem ostanku, ki ostane skozi produkcijo in dodajanje vrednosti. Govorimo o tem, vendar je v parlamentu je bilo ves čas bitka in to smo, tudi sam sem skupaj ravno s Finci zagovarjal kot država, ki je zelo gozdnata, da gozdovi niso nekaj, kar bomo zaščitili kot rezervat, imamo novo gospodarsko izkoriščanje. Kam v Sloveniji umestiti vetrne elektrarne? Če sploh. Mislim, da moramo umestiti vetrne elektrarne v Sloveniji, to je velik potencial, je pa prav in žal se ga narobe lotevamo, to pa zdaj govorim kot nekdo, ki je župan in iz lokalnega okolja, da se vedno lotevamo tega vprašanja od zgoraj navzdol. Torej, nihče ne vključuje v ta dialog ljudi, ki v neposredni bližini živijo. Bi jih dali vi v Kočevje? Seveda z veseljem, ampak seveda moramo poiskati dogovor. In to je tisto, kar ta energetski zakon ni naslovil. In mogoče so bili nekateri malo jezni, ko sem to komentiral, pa vendar, veste, mi moramo ugotoviti, da bodo ljudje participirali osebno pri proizvodnji energije in nekaj od tega imeli. Ja, gospod Bogovič, kam vetrne elektrarne? Na Pohorje? Sam sem znal umestiti v prostor odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke, hidroelektrarne ob reki Savi. Delali smo na takšen način, da smo za umestitev odlagališča imeli najmanj 300 sestankov, pojasnili in odgovorili na vsa vprašanja, tudi poiskali koristi za ljudi. Zato po moje ne tako, da pride nekdo z velikim kapitalom v prostor razlagati, kako bo on poskrbel za zeleno energijo, ampak se mora dogovoriti, kam umestiti, kaj bo ljudje od tega imeli. Tako da se strinjam v tem primeru, dogovor z ljudmi in ustanoviti tudi tudi energetske zadruge. Zadruge so tiste, ki lahko dajo tudi koristi ljudem. Novo vprašanje, ali je jedrska energija zelena ali ne? Jedrska energija je
nizkoogljična, ni pa trajnostna. Torej, če hočeš biti zelen, mora biti oboje. In jaz trdim, da v tem delu ni in to je tudi stališče vse Evropske unije. Torej podpirate novi blok nuklearke? Jaz nisem navdušen nad novim blokom, zaradi tega, ker prvič vemo, da bo jedrska elektrarna v Sloveniji prisotna vsaj še do 40 let, to nam je že jasno zaradi NEK 1. Trdim pa, da če in ko se začnemo pogovarjati o drugem bloku, moramo najprej pogledati, kaj smo naredili na obnovljivih virih, tukaj je veliko prostora za izboljšavo, in se odgovoriti na 3 vprašanja pri nuklearni energiji. Koliko bo stal projekt, to moramo vedeti, preden se o tem odločamo, kdo ga bo plačal in tretje, kar je najpomembnejše, koliko bo cena energije iz takšnega objekta, da se nam ne bo zgodil TEŠ 6. Kaj vaše mnenje, gospod Bogovič? Absolutno podpiram izgradnjo bloka 2. Zelo v energetski miks najboljših držav, ki imajo, je kombinacija obnovljivih virov in pa jedrske elektrarne. Na Finski sta to veter, voda, jedrska, pri nas veter, delno sonce, voda kot osnovna jedrska in to. Vsa ta vprašanja, ki jih naslavlja gospod Prebilič, imajo odgovore, so znani odgovori. In sam pa kot krški župan spremljam, bil sem 7 let podpredsednik Evropskega združenja in ravno zeleni so, gospod Prebilič, tisti, ki so najprej grozili z nesrečami, potem, da ni rešitev za odpadke. Finci bodo drugo leto imeli podzemno jedrsko gorivo. Pri nas je skladišče bilo zgrajeno lansko leto in to iztrošeno jedrsko gorivo bo reciklirano tudi za male modularne reaktorje kot nova rešitev. Skladišče še nimamo In od skladišča jedrskih odpadkov je v Krškem rešeno in Finska ima rešeno trajno podzemno skladišče, zdaj se začenja graditi. Ampak govorimo o Sloveniji. Zdaj, če dovolite vprašanje, ali naj imamo novembra referendum o nuklearki, pri čemer mogoče ne vemo še vsega, ali je to prehitro? Gospod Bogovič, pa odgovore. On ima odgovore. Prosim, koliko bo stala energija iz takšnega objekta? Zdaj so narejeni izračuni, ki jih je... Dajva podeliti to. Včeraj sem bil na seji občinskega sveta občine Krško, kjer je bil predstavljen projekt. Torej cena megavatne ure bo? Ne bom prej govoril, ker jih bo Gen predstavil v naslednjem tednu, mislim, da zagotovo pa je ugotovljeno tudi ne samo strani Gen energije, tudi s strani gospodarstva, ki je pripravljeno podobno kot na Finskem, po manjkalem modelu, vlagati v jedrski objekt, imeti potem tudi pravico do cene po lastni energiji. Cena energije je pa, zdaj so znano, Poljaki, ki niso jedrska država, so že zakupili 6 blokov, približno 7 do 8 milijard pride ta blok 1100 megavatov, stvar je pa denarja. Ja, ampak mi nimamo cenejše energije. Ampak dobro. Samo nekaj. Slovenci in Slovenke smo imeli poceni elektriko kot gospodinstvo, zato ker imamo jedrsko elektrarno v državni lasti in je država določila to ceno. In vse te cene so, poznam pogovore, lahko samo to rečem, da so se nekateri spraševali, ali je res tako ugodna cena. Ključno pri tem pa je, da je država da garancijo, to, kar dajo tudi druge države, tudi Velika Britanija, Finska, vse te države in na ta način priti do čim cenejših virov. Dobro, tu naredimo piko. Samo če lahko, zato je tudi jedrska energija bila vključena v taksonomijo. Ja, imamo še druga vprašanja. Ja, no pa ne vam poveva, bodo korektna. 12 do 16 milijard ne bi bili cena bloka. Narobe, polovica tega. Ja, to so na zadnje povedali. To so na zadnje povedali. Na Poljskem. Hočem reči, dajmo ljudem odgovore, preden bomo o tem govorili. Vsi odgovori so znani, poklicni. Nobeno v Sloveniji jih nima. V redu, gremo naprej. Ali zagovarjate obvezno postavitev sončnih elektrarn na velikih stavbah za strehe z več kot 1000 kvadratnimi metri? Da ali ne? Mislim, da je, tudi sam imam sončno elektrarno, pri Tašči smo jo postavili. Pri soncu je problem. Slovenija mora iti sporedno z potrebami. Ja, rabimo še sonca, zdaj je inštalirane moči 1100 megavatov, konična poraba, takrat, ko je največ porabimo v Sloveniji, je približno 2-krat toliko. Če bi mi imeli, ne vem, 5000 megavatov... Torej podpirate, da damo na strehe, ki so večje kot 1000 kvadratov? Če je dobra osončenost, v tem delu podpiram. Ni pa nujno, da ima vsako gospodinjstvo to, kar je v zakonu, mislim pa, da smo šli predaleč. Ja, doktor Prebilič. Seveda, jaz podpiram to, zato ker obnovljivi viri so najcenejši viri, cenejši od nuklearnega vira. No, pa to se ne bova strinjala, ampak jaz pa trdim, da temu je tako. In mimogrede vam navržem, cena iz nuklearne elektrarne bo čez 100 evrov na megavatno uro, danes je 40 in tako dalje naprej. Dobro, to bo novembra na referendumu. Tako, ampak vrnimo se nazaj, podpiramo, ker tukaj so rezerve in tudi odgovor vsem tistim
tistim, ki trdijo, da zaradi oscilacije proizvodnje, torej konične in proizvodnje in odjema, imamo tudi rešitve, kot so prečrpalne hidroelektrarne, kot so vodikarne, pa tudi konec koncev lahko baterije. Torej so rešitve. Zelo na pamet, kako bi lahko, ne vem, 2-3 tisoč megavatov spravili nekam. Britanci imajo zelo jasno določeno v konceptu, toliko bo vetra, toliko bo sonca, toliko bo jedrske. In v tem govorimo o teh omejitev. Če bomo imeli, poraba elektrike se bo podvojila. V redu, lejte, Natura 2000, gospod Prebilič, zdaj slišali smo, so se nam obetale in mogoče tudi bodo, prepovedi, še dodatne prepovedi kmetovanja na tem območju. Kako vi to komentirate? Je to v redu? No, jaz mislim, da ni potrebno nadalje prepovedovati in omejevati kmetovanje, zaradi tega, ker imamo dober sistem v Sloveniji in Natura, ki jo imamo, tudi dobro varujemo in jaz smo ponosni. Naša občina je pokrita za 90% površin z Naturo. A je preveč Nature 2000? Ne, mi sobivamo fantastično. In kmetje lahko proizvajajo, imamo tudi enega velikega zakupnika, gospod Bogovič ga je poznal, Goko, in normalno kohabitiramo v lokalnem okolju, tako z živalmi, kot z ljudmi in z gospodarstvom. Torej ni potrebe, je pa res, to pa moram poudariti, da moramo pa to, kar imamo, res čuvati. Se pravi, to je treba vzdrževati, nadaljnji koraki niso potrebni. Gospod Bogovič, Natura 2000, prepovejmo kmetom še več? Problem je, da imamo državo, ki je na tej stvari bolj papeška od papeža. Lanska letna uredba o upravljanju Nature za Barje, ki je bilo zelo poznano, to sem potem pomagal, da se je to preprečilo. V zakonsko podlago za uredbo o Naturi v Sloveniji so želeli na Ministrstvu za trajnostne vire dati dve uredbi, ki sploh nista bila sprejeti. Uredba o pesticidu, ki je umaknjena, uredba o obnovi narave, ki še ni sprejeta, naši so jo dali že v uredbo. Da se živeti v Kozjanskem parku, odlično sodelujemo, eden najboljših parkov, vendar pa je treba imeti željo, da se sodeluje in da se proaktivno upravlja z Naturo. Območje Nature 2000 preveliko v Sloveniji? Ne bomo ga zmanjšali, glede na to, da ga je minister Kopač malce na svojo roko takrat raztegnil. Dobro, pesticidi da ali ne? Je pa največje v Evropi. Absolutno. Pesticidi da ali ne? Lejte, takšno vprašanje si je postavil predsednik Šrilanke in je prepovedal pesticide, gnojila, v 2 letih je bila država lačna in tudi zbežati mora iz države. Isto zgodbo zagovarjajo zeleni v Evropskem parlamentu. Do 2030 80% zmanjšanje, do 2035 100%. Pesticide smo v zadnjih 5 letih uporabo v Evropi zmanjšali za 50%, to delajo kmetje, stroka, njim prepustimo to. Tudi v Sloveniji je bil zdaj razpis za precizno škropljenje, precizno gnojenje, zmanjkalo denarja. Kmete spodbudimo k temu in bomo zmanjšali in sam zagovarjam cilj zmanjšanja 50% do 2030, vendar ne na takšen način, da bo gospod Timmermans iz Bruslja določil, na kateri lokaciji. Doktor Prebilič, pesticidi. Pa so pa skupaj, ne? Torej se strinjava. Absolutno, lejte, mi moramo narediti nov kmetijski poslovni model. In tukaj mislim, da je bila zamujena priložnost, gospod Bogovič. Torej, mi moramo nehati spodbujati velike kmetije, industrijsko proizvodno hrane, ker Evropska unija danes proizvede 20% več hrane, kot je sama potrebuje. Rabimo pa sponzorirati in podpreti biokmetovanje bolj, kot ga danes spodbujamo. Ker je to paradoks, da mi vsem ljudem razlagamo, uživajte biohrano, ki je najdražja v naši državi, namesto da bi jo spodbudili. In to se da. Avstrija je to znala narediti, tudi Slovenija bi lahko to znala narediti in v Avstriji ni bilo štrajkov kmetov, ker so se znali doma te stvari pogovoriti. Dajte, doktor Prebilič, kako vi komentirate prodajo Panvite hrvaškim kupcem? Panvita ima pa v zakupu za 10 let najboljšo slovensko zemljo. To je katastrofa. Jaz sploh ne morem vedeti, da se to lahko dogaja. Pa ne zaradi tega. To smo se že enkrat pogovarjali. Panvita je zasebno podjetje. Seveda ga lahko gospod proda tako, kot želi. Vejca. Tle pa zdaj bistveno. 3000 hektarjev zemljišč, ki so v zakupu pri temu podjetju, tukaj pa pogrešam zdaj sklad kmetijskih zemljišč. Kje je bil sklad? Da se sploh nič ni o tem vprašal. In še več, nam se nakazuje zdaj celjske mesnine in še huje, nam se nakazuje tudi Goko in mesnine iz Kamnika, ki so pa, ne boste verjeli, v državni lasti. Torej država ima danes podjetje, ki obdeluje 1000 hektarjev obdelovalnih površin, za katerega nima strateške vizije in ga celo poskuša prodati. Torej, totalna odsotnost strateškega načrtovanja na področju prehranske varnosti Republike Slovenije. Gospod Bogovič. Na isti način sem sam komentiral, ta nakup absolutno bi moral biti spremenjen zakon o kmetijskih zemljiščih, tam je to določeno in ko bi nekdo spremenil lastništvo, mu pade pogodba, tako kot pade kmetu. Kmet, če proda, ni več zakupnik in to je
napaka, drugo pa strateško. Hrvaška prihaja, Panvitu prihaja podjetje, ki ima v ozadju investicijske in pokojninske sklade z Hrvaške. Tudi Žito so nam na takšen način speljali. Zanimivo pri tem pa je, da je isti prodajalec bil direktor Fruktala, Žita, Panvite in Mercatorja, gospod Balažič. Kako pa komentirate Magno, ki je prišla v Slovenijo, pa zdaj odhaja, pa ravno tako na kvalitetni zemlji? Ja, očitno je bila napačna tudi ocena, kako bo v avtomobilski industriji to podjetje poslovalo, po drugi strani pa zasedlo najboljša kmetijska zemljišča. Tako da teh primerov je žal v Sloveniji zelo veliko. Sam, ko sem bil župan, mi smo poslovne cone delali na degradiranih območjih izkopanih teh peskokopov in podobno. In v tej smeri bi morali na področju varovanja zemljišč, kmetijskih zemljišč ogromno. Dobro, kako komentirate razsodbo ESČP-ja, Evropskega sodišča za človekove pravice, o kaznovanju slovenskih ribičev strani hrvaških organov? ESČP je v celoti sledil hrvaški argumentaciji. Kaj vi rečete? No, jaz sem zaprepaden na takšno odločbo. Mislim, da je absolutno nepravilna. Sicer nisem pravnik, ampak vendar mi imamo neko ozadje, neko pravno osnovo in me zelo preseneča, da se je to zgodilo. Bi se pa sam tudi vprašal, kje na kakšen način je bila asistenca slovenski strani v tem smislu, pravna asistenca, ker se mi zdi, da Hrvati so v tem delu pač bolj uspešni in bolj premišljeni. Torej, tukaj nekaj ni v redu tudi z delovanjem slovenske države. Delim mnenje dr. Predeliča. Ali naj Slovenija prizna Palestino, da ali ne? Tu se postavi vprašanje, kdaj. Jaz mislim, da bi moral biti priznanje Palestine del mirovnega sporazuma. Prekinitev vojne, določiti območje, tu imamo Gazo, imamo Zahodni breg, tudi znotraj Palestincev se dogovoriti, kdo je zdaj, ali je to Hamas, ali so to tisti, ki so v Zahodnem bregu, da imamo. Tako da mislim, da če bomo samo priznali Palestino, ne bomo imeli miru, ne bo konc te morije, kar je ključno. In zame je priznanje Palestine del mirovnega procesa, zaključka vojne in hkrati tudi zahteva Palestincev, da priznajo Izrael in da prenehajo govoriti o tem, da je to državo treba uničiti. Tukaj se bova razlikovala, torej Palestino priznati takoj nemudoma. Mirovni sporazum iz Osla je to namreč že tudi predvideval. Teritorij, o katerem gospod Bogovič govoril, je definiran, se popolnoma ve, kje je Palestina in kje je Izrael. Moramo pa povedati naslednje. To, kar gledamo danes, je najgroba kršitev mednarodnega prava, humanitarnega, vojnega in vsakršnega prava in je potrebno poudarjam, vršiti pritisk tudi na Izrael, da to, kar počne, preprosto ne sme početi. In tako vidim tudi priznanje Palestine. Torej, zdaj ima Evropa pravzaprav zgodovinsko priložnost, da bo na pravi strani zgodovine in da dela to, kar v resnici govori. To pa je, da mi stojimo na strani človekovih pravic, vladavine prava in da zaščitimo najšibkejše med nami. Dajmo zdaj enkrat to narediti. Priznanje ne bo, drug dan ne bo miru. Gre za simbolno gesto in gre za pritisk na oblasti v Izraelu, poudarjam oblasti v Izraelu. Niso Izraelci krivi za to, kar se dogaja. Oblast je pa žal, tudi to pa vsi vemo, se ujela v lastno past in gre za preživetje pravzaprav ministrskega predsednika, gospoda Netanjahuja in podaljševanje vojne gre tudi samo zaradi tega. Samo en stavek. Tu se mi zdi, da imamo problem, da je na obeh straneh želja po ohranjanju. Tako Hamas kot teroristična organizacija bo imela prosperiteto, koliko časa bo vojna, kot Netanjahu. Oba bo morala zginiti. Vem sem, če hočemo se pogovarjati, je dobro, da imamo skupne izhodišča, torej da bomo en in drug bila državi in da lažje pridemo iz tega zmešnjave. Tudi Palestinci ne priznajo Izrael. Ja, se strinjam. Dobro, zdaj, kdo je vajen največji protikandidat, največja konkurenca pri vas? Koga vi čutite kot največjo konkurenco? Jaz smo zaveznike v ljudeh, veliko sem med njimi, računam, da dobim tudi preferenčne glasove, tako kot sem jih že dvakrat. Želim pa, da bo čim boljša konkurenca, da bo tudi v Evropi čim boljši evropski poslanci. Veliko se da narediti v Evropskem parlamentu, sam sem to dokazal in ne iščem nasprotnikov drugje. Pa vi, doktor? Jaz mislim, da tako kot je rekel tudi gospod Bogovič, da vidim potrebe, da bi zdaj govorili o nasprotnikih in sovražnikih. Mi smo tukaj zato, da argumentirano predstavimo svoje stališča, da ponudimo pravzaprav ljudem, da se preudarno in izbere tisto, kar mislijo, da je najboljše. Jaz trdim, da imamo v naši strani dober program in vsi tisti, ki želijo nas podpreti, to lahko naredijo na način, da obkrožijo številko 3 in dajo preferenčni. Zdaj, to sem vprašala zato, ker recimo šel gospod Mesec z vlakom in je potoval 16 ur v Bruselj. Je to vaša konkurenca ali pa gospod Grošelj je zdaj v stranki Zelenih? Malce povejte, kako to komentirata. Mesec 16 ur z vlakom? Glejte, predsednica parlamenta je šla s Falconom na Dunaj,
njej svetujem, da gre drugič z vlakom, dokler pa imamo tako slabo železniško omrežje, pa politiki nimamo časa 40 ur na teden preživeti v vlaku. In bi pa želel, da bi čim prej imeli hitre vlake in bi potem lahko preko noči se mirno v enih 7-8 urah pripeljal v Bruselj in to bi z veseljem izkoristil. No, to pod vlakom je mogoče malo tudi populistična, ne? Sam ocenjujem, da Evropa nujno potrebuje na področju mobilnosti nadgradnjo železniškega sistema. Pred kratkim sem bil na Japonskem, take razdalje na Japonskem se prečijo v 1 do 2 urah z vlaki, torej tle smo za ostanku in recimo, da je bil to poziv k temu. Čas evroposlanca je dragocen in je prav, da ga investira za to, da je prisoten v Evropskem parlamentu in da ščiti in dela za interese Evropejk in Evropejcev. Dobro, za konec. Tudi iz Cipra ne bodo šli zlaki. Najverjetneje ne. Dobro, torej bližajo se 3 referendumi, pa me zanima na kratko, kako bosta vidva glasovala. To je konoplja, evtanazija, volilni sistem. Zame je to, da so referendumi na isti dan navadna potegavščina in tudi nedoraslost politike, ki je to pripeljala. Vsebinsko mislim, da so to zelo zahtevne zadeve, predvsem evtanazija. Jaz bom glasoval na vseh 3 referendumih proti, tudi na nek način z nekim protestom, da se to ne sme delati na isti dan. Po drugi strani pa ne vidim nobenega zakonskega predloga, o čem sploh glasujem. O teh stvareh se delo temeljito pogovoriti, imeti predlog na mizi, da vemo, o čem govorimo, potem pa se lahko odločamo. Pa vi, doktor Prebilič? Tukaj jaz vidim dejansko izogibanje odgovornosti oblasti. Mislim, da kar se tiče marihuane, bi že zdavnaj lahko to speljali v državnem zboru, nobene potrebe. Torej za medicinsko ali splošno uporabo? Za medicinsko definitivno, za splošno mogoče. Ja. Tako. In jaz mislim, da ni nobene potrebe zdaj spraševati ljudi, ker se načeloma v tem tudi strinjamo. Kar se tiče preferenčnega glasu, se pravzaprav tudi strinjamo in ga je samo treba udejaniti in je ponovno klicanje na referendum po mojem nepotrebno. Evtanazija pa mislim, da preprosto ne sodi kot referendumsko vprašanje. Gre za intimno odločitev vsakega posameznika in zdaj, da bo večina glasovala o tem, kaj lahko stori kdo, ki se znajde v takih res brezizhodnih težavah, se mi zdi pravzaprav podcenjevanje resnosti tega vprašanja in brez temeljitega pogovora in poudarka, ki bi ga res potrebovali vsi skupaj, pravzaprav silimo zdaj ljudi, da zauzemajo neka ideološka stališča in da se bo vršil neki ideološki boj, česar v Sloveniji ta trenutek res ne potrebujemo. Dobro, spoštovana kandidata, veliko sreče na volitvah, pri referendumih. Hvala lepa za vaše komentarje. Hvala lepa za vabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, mi pa vsi na volitve in referendume. Nasvidenje.